Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva. Zelo sem vesela, da je v današnjem popoldnevu z nami skladatelj, glasbeni pedagog, zborovodja, gospod Blaž Rojko. Prijazen pozdrav. Lep dan želim. Tudi vam. Pesem vas spremlja. Skladbe, pesem, glasba, to je res vaše življenje. Mine dan, ko bi tega ne bilo? Bolj težko, se drugače, če že sam kaj ne napišem ali pa če ne prepevamo v kakšnem zboru, potem iščem repertoar, malček raziskujem, tudi poslušam glasbo. Tako, praktičen dan brez glasbe mislim, da še ni obstajal. Se tudi vam, gospod Blaž Rojko, godi ali kdaj dogodi, kot nekateri rečejo, da glasba pride, nekateri jo celo v sanjah zaslišijo, pa je povsem nekaj drugega, izvor ne vedo od kod, kako da se je zdaj to sedlo vanje, kaj podobnega še niso slišali, se kaj podobnega tudi vam godi? Se zgodi vsekakor tudi to. Predvsem enkrat sem bil zelo presenečen, ko sem že pač v neki skladbi se mi je ustavilo, pa ni bilo napredka nobenega, pa karkoli sem napisal, ni bilo v redu. Potem sem rekel, nič, ne gre več, sem šel spat. Sred noči, praktično tam okoli 4 zjutraj, sem se zbudil, je bila ideja in skladba je bila v parih minutah končana. Od tistega takta naprej, še nekaj sprememb sem na hitro noter naredil, in je bila. Tako da včasih moraš počakati na silo, praktično ne gre nič, ne. Bi se pa človek, verjetno zdaj iz sebe izhajam, rad naučil tega, da bi, ko to potrebuje, znal to ustvariti znova, da bi se to zgodilo, ampak to so kot čudeži. Pridejo, ne veš od kod, zakaj in jih je težko poustvariti. Takšne pomočnike. To, tudi če bi... V dimenziji časa, lahko rečeva. Praktično ne gre, ker ne vem, od kod pride, ne vem tudi, kam gre, če zgine. Ker včasih se tudi to zgodi, da nisi dovolj čuječen, pozoren na stvari v sebi. Včasih kakšna stvar zunanja zmoti impuls in potem je šlo mimo. Enkrat oziroma zato je imeti dobro s seboj ali snemalno napravo, ko ti pride ideja, da jo hitro posnameš. Včasih so imeli beležko, papirček, svinčnik in se je hitro zapisalo določen motiv, določen element in to je bilo to. Ste še vedno bolj analogne sorte? Ne, kakor kdaj in kakor zakaj. So pa danes programi izredni tudi za skladanje. Predvsem kot pripomoček pri zapisovanju samega gradiva, same ideje. Predvsem včasih je bilo veliko rokopisov in tega in potem prepisovanja not za pripravo na tisk in tako. Zdaj pa praktičen sam narediš, zapišeš in imaš pripravljeno za tisk takoj. Po dolgoletnem delu, če strnemo glasbeno-pedagoškega udejstvovanja z otroki, mladostniki, je zdaj to neko novo obdobje? Prej Kar velika sprememba. Prej sem bil praktično od leta 1991 samostojni ustvarjalec na področju kulture, seveda sem poleg tega delal še druge stvari. V letu 95, v letu 2025 se mi je pa status spremenil v status svobodnega upokojenca, bom tako rekel. In kako se počutite v tem statusu? Moram reči, da sem se ga s prvim dnem navadil. Praktično v zadnjem obdobju, od 2018 sem bil tudi vodja izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti v Trbovljah. Ko sem vstopil v novi status, sem takoj vstopil z velikim veseljem. Ker vaše zanimanja so tako dobile prvo mesto.
Ja, lahko temu tako rečeš, čeprav bo zdajle zvenelo kot neka taka zelo izrabljena fraza, da upokojenci nimamo časa. Ja, isto, potrebuješ strukturo dneva, načrt, kaj boš naredil v tem dnevu, kaj je lahko v rezervi za prihodnji dan in tako naprej. To se pravi, dan mora biti izpopolnjen, no. Ali pa narediti nekaj zase, iti v naravo, lahko s kolesom, dobro je shodim s kolesom. In to mi je, bom rekel, tako notranje zadovoljstvo. Skladatelji med seboj sodelujete. Vsaj na vašem področju. Srečujeva se v hiši Zavoda svetega Stanislava, kjer ste zdaj nekaj dni spremljali, verjetno izobraževali mlade ali... Ne. Tukaj sem pomagal predvsem malček pri sami organizaciji pevske revije, otroških pevskih zborov in to se pravi območne izpostave po celi Sloveniji, prirejamo te območne revije in tukaj je bilo zdajle 4 koncerti, 4 dni, 25 zborov iz Ljubljane, otroških in mladinskih, tudi predvsem ta organizacijska pomoč, malo promet usmerjati in te stvari na odru, za odrom in tako naprej. Vseeno ste pa poslušali tudi zaradi svoje stroke. Neverjetno užival, ker so res zbori dobro pripravljeni in ta velik trud in ljubezen, ki jo zborovodje prenašajo predvsem na najmlajše otroke, to je, bom rekel, zelo, zelo dobra popotnica za življenje in, bom rekel, tak topel pripomoček, ki je, bom rekel, oprema otroka za življenje potem za naprej. Ker ste tudi vi glasbeni pedagog, skladatelj, zborovodja, kako močno je to področje petja, zborovodstva pri nas v Sloveniji? S tem smo se res lahko ponašali, izredne svetovne, še vedno nagrade dobivamo pod našo zastavo, kjerkoli se zapoje. Kakšno je stanje po vaših ocenah? Po moji oceni je stanje, bom rekel, na zborovskem področju, zdaj, če bi tako, šel zelo, zelo razveseljujoče. To se pravi, Javni sklad za kulturne dejavnosti ima tako imenovano zborovsko piramido dela oziroma tudi ta ocenjevanja potekajo na ta način in potem se praktično od tega območnega nivoja preko regijskih tekmovanj in potem samo državni nivo, recimo tekmovanje Naša pesem v Mariboru, so res vrhunski dosežki teh zborov, ki se uvrstijo na državni nivo. Na vsakem nivoju se naredi selekcija in kot prava piramida, spodaj je največ zborov na tem območnem nivoju, iz tega se zbori izoblikujejo v ta srednji del piramide, regijski nivo in potem je državni nivo in na koncu dobiš češnjico na vrhu. To je recimo zmagovalec tega tekmovanja Galus v Mariboru. Oziroma Naša pesem, ja, v Mariboru. Od kdaj pa vi pojete? Ojoj, zdaj, če bi po letih pogledal, mislim, da sem bil star 9 let, ne, že prej sem v otroškem pevskem zboru RTV Slovenija zelo kratek čas prepeval, potem smo začeli v Kodelovski cerkvi, sem pel pri ansamblu, ko smo ga imeli, potem, pa v cerkvenem pevskem zboru, ki ga je vodil oziroma ga še vedno vodi moj brat Peter na Kodeljevem. Ne vem, koliko let, sam vem, da je že preko delovne dobe tam. V glavnem, potem pa, ko sem zapustil Ljubljano in šel živeti v Zasavje, sem počasi se tudi sam
mislim, da je bilo leta 95, ne, 93 leta sem prvi zbor prevzel, to je bil moški pevski zbor Zarja. Ja, in potem je šlo tako naprej. Pomagali ali ga celo ustanovili, pomagali pri ustanovitvi verjetno pa študentskega zbora v vaših letih? To je bil pa, vse tisto, pa srednja šola, sem imel tudi zborček, pa sem še na, kaj pa je bila srednja vojaška šola, ja, ker jaz sem hodil na srednjo vzgojiteljsko šolo in potem tam so bile punce, v vojaški šoli so bili pa, ne vem, kako se je imenovala, točno ta šola, v glavnem so bili pa fantje in pa smo to združili skupaj in smo naredili en tak zbor že v srednjošolskem obdobju. Potem je pa ustanovitev pevskega zbora, sem pa tudi enega ustanovil v Trbovljah, to je bil mešani pevski zbor Akademik Trbovlje. Tako, da se je kar dogajalo, potem smo pa na gimnaziji sem zbor ustanovil Trbovlje, pa smo tudi kar zadovoljivo delali in tako naprej, no, tako da je kar nekaj bilo tega, ja. Ja, kako je ta razlika, biti del zbora ali stati pred zborom? Kaj mora imeti človek, da vstopi v čevlje zborovodje? Ja, to je tako, izredno rad sem prepeval, to je res, no, in potem največ se naučiš največ se naučiš, ker to so spretnosti vodenja, spretnosti prenašanja ideje na druge in tako naprej. Te spretnosti nekako so lahko v tebi, ni samo roka tista, ki pove vse, ne, ampak zborovodje se vedno gre za prenašanje svoje zamisli na pevce. Celotna osebnost, kaj ne? Da, in recimo zase lahko rečem, da sem se največ naučil od gospoda Matjaža Ščeka, priznanega zborovodja, pri njemu sem pel kar nekaj časa pri ljubljanskih madrigalistih. Kaj je znal odlično delati? Vse. Vse. Tlele pa ni bilo, to je, predvsem pa znal čudovito posredovati svoje zamisli za izvedbo glasbe. In občudoval sem predvsem to, kako je znal potegniti iz pevca tisto najboljšo zamisel, ki jo je hotel seveda slišati, no. Ni bil, bom rekel, imel je relativno nežen pristop in občudujem ljudi, ki znajo nežno prenašati svoje idejo na druge, no. To je to. Ja. To mislim, da je vrhunsko. Kakšen pa ni nežen pristop? Kdaj se vam zdi, da gre lahko zborovodja čez? Težko je govoriti o tem, kdaj gre čez. Ni vedno, včasih moraš tudi znati prisluhniti, no, tudi kot zborovodjem. Da imajo pevci kdaj tudi prav? Tle smo pa na zelo tankem ledu, ne, če smo čisto iskreni. Ne gre, ti si vedno vodja in kot vodja sestava prevzemaš tudi odgovornosti, ne. Jaz pravim, tudi enkrat sem bral neke take pravila, ne. Zborovodja ima vedno prav, to je točka 1, ne. Potem je pa točka 2 bila, če misliš drugače, poglej točko 1. Ne. V glavnem in tako naprej, no, teh pravil je bilo kar nekaj, no. Tako da ti moraš vedeti, kaj želiš. Seveda moraš pa tudi znati prepričati ljudi, da ne nazadnje, da ti sledijo. Seveda morajo dobiti tudi oni zadovoljstvo, neko samopotrditev, samorealizacijo preko tega. Tako da gre za veliko kompleksnejšo zadevo kot zgolj samo peti in zgolj samo prepevati. To je večji, bolj povezan sestav, znotraj katerega je mnogo niti. No, ker v vrtcu ste začeli, vaša prva zaposlitev
Ja. V vrtcu ste opazovali, poslušali otroke, z njimi tudi peli? Ne, z njimi smo žurali skozi. To je bilo, Kar pomeni? To je bilo zjutraj, ko so prihajali v vrtec. Jaz sem jim dal tam igrače, takrat smo imeli še te zaposlitve po želji, kakor otrok, in sem jim dal pripravo kocke. 8 let sem delal v vrtcu. Lepo obdobje. Ja, na mesto vzgojitelja predšolskih otrok. Če se pohvalim, bil sem prvi vzgojitelj predšolskih otrok v Sloveniji, kar mi je, bom rekel, v posebno veselje. Ampak hec je pa v tem bil, da ko sem sprejemal otroke zjutraj v vrtec, sem igral blokflavto. Pač igral sem ali pa kitaro in sem opazil, da se vsi otroci zbirajo okoli mene. Kakšen se je to šel igrati, ampak pa je prišel zraven in smo bili tako v krogu in prepevali in to. Tako da sem videl že takrat, da ima glasba neko, bom rekel, tako čarobno moč ali pa čudežno moč, ki nas je povezala skupaj, no. In potem smo tudi čez dan prepevali, na sprehodih smo prepevali. Tako da ja, tisto je bilo, bom rekel, relativno luštno obdobje, no, življenja. Seveda sem se pa zraven z glasbo ukvarjal in potem je prišel čas, ko mi je zmanjkalo zaradi glasbe in ukvarjanja z glasbo, zmanjkalo časa za v službo hoditi redno, no. Tisto je bilo pa malček šok tudi zame, ker sem v lutkovnem gledališču v Ljubljani. Jaz sem že v času srednje šole sem sodeloval z eksperimentalnim lutkovnim gledališčem Zum. Potem je pa prišel pač malo drugačno obdobje in so iskali enega glasbenika, ki bi v živo spremljal predstavo. To je bila predstava Hudič in pastir v režiji Jana Zakonjška. Jaz sem pa bil takrat izvajalec te glasbe na tej predstavi in pol je bilo kar veliko ponovitev predstave. In potem sem pač se mogel odločiti, kaj bom, in pa sem šel na svobodno pot. Skladatelj danes, kdaj se je spisala prva pesnica? Jaz zdaj ne vem. V otroških letih, sem prvo začel pisati, ampak to je bilo tako, mislim, da so bili mašni deli za ansambel, ampak to je bilo zelo taki začetki, so bili neki harmonije, ampak so potem, jaz sem si pa malo melodije in pa smo to, mislim, da smo enkrat ali dvakrat zapeli pri maši te zadeve, ampak to je bilo eno glasje, preprosta melodija. Ne vem sploh, kje obstaja te zapisi. Ne, sem se že 4-krat selil vmes. Verjetno ni kjer več to. Katera zvrst vam je pa vendarle najbližje? Kaj najraje skladate? Jaz sem praktično celo življenje oziroma glavnino dela sem posvetil Orfeovemu inštrumentariju. Tukaj sem opazil, da je, bom rekel, neka taka priložnost in da enostavno učitelji in vzgojitelji niso imeli kaj v roke prijeti, da bi dobili to osnovno idejo, no. In potem sva sprva z gospo Ido Vertovo iz Trbovelj, je rekla, pa daj kaj napiš, ne, še v tej smeri, to, da sem dobil od nje spodbudo. No, potem kasneje sem pa z dr. Albinco Peskovo veliko sodeloval na tem področju in nastalo je kar ogromno število skladb za Orfeov inštrumentarij. Izdal sem tudi, mislim, da 4 ali 5 teh priročnikov za Orfeov inštrumentarij. Kar nekaj je tega materiala nastalo. Koliko pa, ker ste rekli tudi tule v zavodu, prišli ste zaradi pomoči, koordinacije, organizacije, koliko prireditev ste postavili na noge? Ne vem, tega ne štejem. Praktičen, ne moreš prešteti, no, to, kaj vse je bilo. Vem pa, da sem v Trbovljah, no, smo imeli prvi z moškim pevskim zborom Zarja, smo imeli prvi božično-novoletni koncert. Takrat se
tako še ni smelo temu reči, ko smo že to naredili. In je bilo Bolj decembrsko praznično. ja, kakorkoli si ga, lahko je bil novoletni koncert, ampak božično novoletni. V Delavskem domu je pa kar bilo takrat malo, tako bom rekel, korajžno dejanje. No. Kaj pa repertoar je tudi nič božičnega? Ne, repertoar je bil to je ravno, namreč dobili smo povabilo z moškim pevskim zborom Zarja, ki je slovel prej dejansko, to je, in tudi fantje so neizmerno radi peli in partizanske pesmi in borbene in te. No in oni so pa dobili povabilo, da gremo pet v katedralo na Gračane v Prago. In sem rekel, fantje, izredno zanimivo, ne, ampak ker so bili pobrateni izborom Smetana Slovanka iz, ne vem, mogoče sem spomnil, iz Kladnega, Smetana Slovanka iz Kladnega. V glavnem, in tam pa ne bodo šle koračnice. Sem rekel, tle pa ne bo šlo, je pa treba program spremeniti. Ne? No in potem v februarju mesecu smo šli v Prago, sem rekel, dajmo ta sakralni program, ki ga delamo zdaj, itak nimamo drugega, pa naredimo božično novoletni koncert. Bomo nekaj takih klasičnih vaših zapel, pa dodamo še ta sakralni program in imamo, ne. No in potem smo to res naredili. Prišlo je pa sicer do nekaterih zapletov, ampak smo jih razrešili. In je bilo potem, bom rekel, tako vsestransko zadovoljstvo, no, ampak hec je v tem, da se od takrat naprej redno dogajajo božično novoletni koncerti v Delavskem domu. Fantje, oziroma jaz jim rečem fantje, no, iz mojega zbora in jaz smo pa na Gračanih tudi zelo lepo odpeli. Nekateri so bili prvič v cerkvi, predvsem v tako veliki cerkvi, in je bila to, bom rekel, taka zelo neverjetna izkušnja. Ker če komu pa pesmi verjetno uspe, da zruši neke barikade, ki si jih ljudje sami s predsodki zgradimo, bi rekli tako? Lahko tudi temu tako rečemo, predvsem pa da smo sploh odprti za neko izkušnjo novo. Jaz vedno rečem tako, pesem je pesem in pesem naj ne bi bila nikoli zlorabljena. Ne? Če pogledamo v različnih sistemih, so pesmi velikokrat, ali pa glasba velikokrat zlorabljena. Včasih se to dogaja spontano, včasih se pa prav usmerjeno dela in to me sicer žalosti. Ne. Žalosti v tem smislu, da si preprosto zamisel, neko glasbeno zamisel dejansko prilastijo. No. Jaz mislim, da na glasbo ne bi smeli gledati politično, no, in z tega vidika. Nastaja vedno v času in prostoru in v družbi, ki je pač tako ali drugače obrnjena, nastaja iz neke notranje potrebe. Vemo sicer, da nekateri skladatelji so mogli pisati po direktivi v prejšnjem sistemu, ampak ne moreš, bom rekel, zato sem rekel, recimo moja opcija je bila v tistem času, ko sem vodil ta zbor, moški pevski zbor Zarja, smo tudi z Goščenko posneli, ampak sem rekel, predvsem naredimo pesmi, ki so, to se pravi od 42 do 44, ostale pesme revolucije, ki so nastale potem, tiste sem izklopil iz programa. No, to, da smo res naredili tisto. Zaradi spoštljivega spomina. Tako, na vojno. Vojne so vse grde, ne opredeljujem se na nobeno stran, kar se vojne tiče, ker vsak skrbi za preživetje. Kakorkoli, ne moreš delati
določenih stvari, ampak to je problem posameznika. V vojni ni zmagovalcev. Ne, Po revolucijsko se pa lahko opredeljujemo. Tako. Ampak pustiva ob strani, da ne bomo razburili tudi koga od naših poslušalcev, ker tu so zraven potem tudi čustva in življenjske zgodbe. Gospod Blaž Rojko, sem si predstavljala tako zbor, 30 ljudi ali pa manj, se ni tako pomembno, ampak v ljudeh, ki so pred vami, je odslikava življenja zaradi različnih osebnosti pevcev. Ja. Koliko se vi na osebni ravni naučite pri zborovodstvu o življenju, o ljudeh sploh? Ogromno. Jaz bi rekel tako, pri meni v življenju je, bom rekel, nekaj takih zanimivih stvari. No. Zanimivo je iz tega, ker rekel sem, že takrat, ko sem bil v srednji šoli, če se vrnem malček nazaj, malček veliko nazaj, bi rekel tako, takrat se spomnim debate z mojo sošolko, ko sva govorila o tem, kaj bomo v življenju počeli. Se veste, srednja šola si poln idealov in tega. In sem rekel, delal bom v življenju samo tiste stvari, ki me veselijo in toliko časa, dokler me veselijo. Ko me bojo nehali veseliti, jih bom pustil. Ne? In potem sem opazil, zdaj recimo, ko delaš nekako rezime svojega strokovnega. Malček nazaj, rečeš, v redu, pa sem res, to sem delal, zakaj sem pa delal samo toliko časa? Zaradi tega, ker pa me je nehali to pretežno veseliti in me je zanimala druga stvar in tako naprej. Vmes sem potem se še vpisal na fakulteto za socialno delo, tudi diplomiral, ker sem opazil, da ljudje se obračajo, pevci, govorim o pevcih, se obračajo z raznimi vprašanji in jim nisem vedel včasih povedati ali pa vsaj svetovati nisem znal. Sem rekel, nekaj pa moraš iz tega področja pridobiti, poleg tega, da so me določene stvari zanimale. In sem pa še fakulteto končal in sem potem na fakulteti povezoval tiste področja, ki jih poznam že odprej in nova spoznanja, ki sem jih spoznal na fakulteti. In je bila zanimiva diplomska naloga, vpliv petja v pevskem zboru na kvaliteto življenja pevcev. Bila je raziskava narejena pri kar zajetnem delu pevcev v pevskih zborih. In so bili zanimivi rezultati. Tako da res petje v pevskem zboru, vsak pevc da svoj kamenček. To so mozaiki, ki se popolnoma spremenijo, če tistega kamenčka ni. Ljudje medsebojno vplivamo drug na drugega, tako ali drugače. In tukaj vsak nekomu da in vsak nekaj od nekoga prejme. To je tisto, kar je najlepše, kar te v življenju lahko bogati. Zato rečemo v takih skupnostih, ki so povezane preko neke ljubezni do nekega izražanja, pevskega izražanja ali kakorkoli, bogatijo ljudi in povezujejo med seboj. Tudi obratno se torej zgodi, ko smo del pevskega zbora, če smo dobro vodeni, se naučimo ogromno. Prav v tem sodelovanju in v vzpostavljanju pa ohranjanju zaupanja. Da ne štrliš, se pa zavedaš svoje odgovornosti. Vsekakor. Pevski zbor oziroma vsak, ko se priključi notri, je del ekipe. To je avtomatično postane. In zdaj, če ti, bom rekel, kot zborovodja, moraš vedeti, s kakšno ekipo imaš opravka, koliko lahko pričakuješ od njih in kaj seveda dobiš od njih. Potem oni morajo enako vedeti, kaj dobijo od zborovodje. To je ta drugi, ali pa bom rekel prvi ali drugi, kakorkoli. Ampak še ena stvar je pomembna, vsak ima svoje življenjske izkušnje. In tukaj, ko jih prineseš ti v neko skupino, začneš, bom rekel, tako,
prepletati to skupino tudi s svojim videnjem, svojim humorjem, svojo zgodbo. Pa karakterjem, ne? So svojim nekateri bolj karakterjem. vodilni, Tako, hitreje v spredje tako. stopijo. Ja, in Ja. vso to zadevo seveda Dinamiko. dinamiko skupine moraš kot zborovodja spremljati. Seveda je pesem tista, ki mora na koncu koncev zazveneti, ne. Ampak bom rekel, tudi tlele je en kup ene čarobnosti, kakšnega moraš malo umiriti, kakšnega moraš malo spodbuditi. V glavnem to, da tlele je ogromno enih takih momentov, ki se dogajajo v zboru. Koliko časa vam vzame, da karakterje pevcev spoznate, pa da jih naravnate, da se vzpostavi to ravnovesje, ki ste ga ravnokar razložili? Tukaj bom rekel tako, mi je v veselje spremljati to Preobrazbo ali spremembo. Pa se Ali pa ne kako gre. ne gre za spremembo? saj Praktično vem. ne smeš spreminjati, Tako, ne, ja, to je ja. to, ker čim probaš nekaj, v življenju se ne da spreminjati človeka. Človek je takšen, ko je, in če se noče sam spremeniti, ni ga sistema, da ga spremeni. Verjetno tudi ne bi bilo pravo. Ne? Gre Ne. bolj za to, da usklajujete, Tako, da lepo tako. zazveni. Da potegnete največji zbor v tem Tako, smislu. iz zbora in posameznika. Ne? Jaz vedno pravim tako, če zahtevam od sebe, bom rekel, neko pripravljenost na vajo, ne smem ravno v največji meri, pričakujem lahko, ampak ne smem zahtevati, da je pripravljenost tudi na drugi strani, da bo to dal. Daš, če želiš dati. Ne, in takrat, ko začutiš prav te sinergije med ljudmi, takrat potem lahko se zgodi. Govorim o zborih, ki se dogajajo. Če boste govorili s kakšnim, bom rekel, zborovodjem, ki ima vrhunski zbor, vse te zadeve, ko so tlele, delujejo, ampak jaz pravim, ampak so še potem nadgradnje seveda, ne, ki so potrebne prej jih narediti, ali pa bom rekel zahteve, kriteriji, po katerih se sprejemam. Jaz recimo v svoje zbore se trudim sprejeti vse pevce, ki pridejo, mislim pevce, vse ljudi, ki želijo peti. Če ne znajo dobro peti, jih bomo probali naučiti. Je tak trud, bom rekel, vzajemen, no. Malo več dela je, ampak je potem veselje večje, no. V tem kontekstu, da moja trditev, ko jo zagovarjam že od nekdaj, vsi ljudje imamo posluh. Zdaj, če imamo pevskega ali ne pevskega, to moramo zdaj odkriti. Ampak imel sem pevca, ki je imel veliko željo, da bi prepeval v zboru. Ko sem delal audicijo z njim, sem rekel, ne bo šlo. Sorry, s tabo bi imel, povedal sem mu iskreno, s tabo bi imel preveč dela. Sorry, ne gre. Ko sem opazil njegovo razočaranost, sem rekel, joj, ajde, zdaj Blaž, tlele si ga kiksno, ne smeš tega delati, ne. Sam sebi sem to rekel. In sem ga poklical in sem rekel, poslušaj, dejva, deli to pa to vajo, ni čarobna vaja, pa se dobiva čez 14 dni. Če bo želja res velika, še vedno čez 14 dni, ampak ti jo moraš pa redno delati, ne, to vajo. Traja približno pol urce na dan. Je rekel, bom. No, ker sem poznal njegovega očeta, oziroma oče je ves jezen prišel do mene, je rekel, ti, kaj pa ti mojemu mu rekel, da mora to pa to delati, ne. Sem rekel, veš, da je treba, ne, drugačno bo. Sem rekel, kaj dela? Je rekel, ja, jaz ga ne moram poslušati. Tok zavija, kaj en volk tam. Sem rekel, okej, dela. Je prišel čez 14 dni na to, na kakor audicijo, je zapel, sem rekel, fantastičen. No, pa sem mu še 2-3 vaje pokazal, je še tisto naredil. Ja, po enem letu je solo pel pri zboru. Res? Od tizga, da ni zadev tudi enega tona, sem rekel, fantastično. Sem rekel, metoda deluje in le smelo naprej. Seveda, dal je neko energijo noter, dal je veselje noter, dal je sebe notri in bila je zelo velika želja, da bi res pel.
v tem zboru. Ja, v zadnjih nekaj minutah se je res izkazalo, da je zbor kot življenje. Ta pestrost dinamike različnih osebnosti, lepa pesem kot lepa življenjska zgodba pa nastane, če se znamo uskladiti, a ne prisluhniti, da vsak doda svoj del, nihče preveč, nihče premalo. To je seveda ideal. To je ideal, ja, ampak vsak, bom rekel, toliko, da zazveni skupaj dobro. Ne? Potem pa še ena stvar. Danes govorimo o osamljenosti, o tem, da so ljudje vedno bolj osamljeni, da je vse manj stvari, ki bi nas fizično povezovali ali pa da bi jih ustvarjali skupaj. Mladi se skrivajo, recimo, pa tudi srednjeletno stari, bom rekel. Pridejo domov, komunikacije ni več ta prave, se skrivajo za ekrančki, otroci špilajo igrce, ta starš špilajo igrce, jaz ne vem več, kam to pele, ampak pustimo stati. Včasih smo rekli na socialnem delu, smo rekli, da dobiš čez nekaj časa 4 uglato glavo. Ne? Pa, ko sem videl, recimo tudi preko študija, kako do kakšnih zasvojenosti pride zaradi tovrstne 4 uglate glave, ja, veliko boljše je 5. V eni skupini, kakor pa, da se cel čas ukvarjamo samo s tem telefoni, recimo, ali pa temi stvarmi. Včasih je pri petju tudi slaba izkušnja, ko te bremza potem v starih letih, ne? Ko ti je nekdo rekel, nimaš posluha, ne? Ali pa zveniš mimo, to smo doživljali otroci. Ali pa fovš poješ, da je tihbot, ali pa karkoli, ne? Zato jaz pravim, tisti, ki so doživeli kaj tazga, no, pa da imajo vseeno željo, da bi radi pel, pa da pojejo v kopalnici, ne, namesto da bi v skupini pel. Ja, Blaž Rojko, gospod skladatelj, žal ste v Zagorju. Ja, kaj, če pridemo vsi k vam? Ja, ne se v Trbovljah živim zdaj, ampak bom rekel tako, imam 2 zbora, en zbor imam v Petrovčih, enega imam v Celju, trenutno. In iščete nove pevce, kaj ne? Zato tisti, ki pojejo v kopalnicah le sami sebi, imajo željo, veselje, morda nekaj slabih izkušenj, naj pridejo. Ampak kam naj se oglasijo? To se pravi, mi imamo v Celju, to je tako imenovano kulturno društvo APZ Celje, Akademski pevski zbor Celje, ki ga je pred leti ustanovila profesorica Dragica Žvar, in je, bom rekel, sestav, ki je se postaral skupaj z zborom. In to so nekaj še unih čisto prvih pevcev, bom rekel. Nekaj je tisti, ki so potem kasneje prišli k zboru, pa so tudi že pod Dragico pel. Potem so se zborovodje menjali, zbor je počas šel svoje poti, ampak so se potem zbrali in so rekli, pa so me poklicali, če bi jih hotel jaz imeti. Sem rekel, lahko, ne. Smo se zmenili, zdaj nas je tam okoli 20. Ne? In smo, seveda, zbor more pridobivati neprestano nove pevce, ker nekateri se po parih letih odločijo, zdaj pa ne bi več, ne? Ali pa mi je časa zmanjkalo, ratajo druge prioritete. In so vrzeli potem pri glasovih? Ne samo pri glasovih, jaz pravim, zbor se mora, bom rekel, obnavljati neprestano. To pomeni, ker vsak nov pevc je, bom rekel, za zbor, lahko rečem, ja, tak blagoslov. Eno veselje, ena kapljica nove vode, ki pride zraven, neka dodatna energija, ki spodbudi, ja, evo, smo, gremo naprej, ne, in se imamo dobro. Ne, to je pa bistvo, no. V teh časih je pomembno povezovanje med ljudmi. In vsi tisti, recimo, bom rekel, ki čutijo, da bi radi bili povezani v neki ekipi, ne pridejo. Mi se dobivamo, sicer zdaj se dobivamo 2-krat tedensko, v ponedeljkih in v petkih, na gimnaziji Lava v Celju, od 6 do 8 smo tam. Lahko odtipkajo Blaž Rojko noter ali pa za Celje, v strica Googla vprašajo
je tudi moja telefonska številka tam, tako da lahko najdete kontakt tam, kjer je volja, je tudi pot. Eno izmed poti sem povedal, zdajle, če imate voljo, pridite, probati, neobvezno, ker jaz pravim vedno, morda vam ne bo všeč naša družba, morda vas pa prime in le korajžno pridite, pa še to bi rad povedal. Najtežja stvar, ali pa bom rekel tisto, kar se največ ljudi boji, je audicija in pravijo, zdaj bo pa audicija, zdaj pa jaz pa ne bom sam pel, ne. Zapojemo skupaj, ne, mi zapojemo skupaj, itak slišim, kaj dogaja, ampak zaradi tega še nobeden ni, bom rekel, Ni bil zavrnjen. odletel zaradi tega, če je kakšen fovštoben zapel. Jaz sem prej povedal, obstajajo metode, obstajajo zadeve, če je volja, se tudi to zrihta. Tam, ko pa volje ni, pa da ti sam nekam hodiš, pa tudi, bom rekel, rata pa malček neodgovorno, ne? Ker jaz prej sem rekel, da zahtevam od pevcev, zahtevam predvsem to, da so redni, ne morem zahtevati od veselja, da je veselje, ne, to ga oni pridobijo, ampak predvsem, da so redni na vajah in da delajo po svojih najboljših zmožnostih. In glej ga šmenta, radi hodijo na vaje in radi potem čez čas tudi nastopajo in predvsem se pa imamo fajn in pomembno, meni kot zborovodji je pomembno to, da tudi če pridejo utrujeni in zmatrani, ker nekateri so v penziji, nekateri so v delovnih procesih še vedno, ker so srednjih let in nekateri pridejo iz šol ali pa iz faksa, imam mešano skupino in tudi če pridejo zaskrbljeni, ali pa da so se doma kaj skregali, ali pa da so ne vem kaj se zgodilo v službi, kakšne napetosti, ali pa kako drugače, da si žalosten, prideš na vajo, si čez nekaj časa dobre volje, pozabiš na tisto, kar je, pa ne, da ne bi hotel potem, ampak dobiš neko novo energijo, poklepetaš s kolegico, kolegom in to je to. In se ti dogaja sporedna zadeva v tem smislu doživljanja nekega skupnega cilja, ki ga potem lahko občuduješ na nastopu. Ja, gospod Blaž Rojko, kako dobro ste to prepletli, kar je sploh veliko vredno, če znamo povezovati več ved. Glasbeno znanje in vede socialnega zdravja, antropohigiene, lahko rečeva. Ne? Res vam je prav prišel tudi študij sociale? Ja, vsekakor. Predvsem me je motilo, da nisem... Kot človek želiš pomagati, ne? Ampak pomoč ne sme biti nikoli vsiljena. In tudi, če te kdo prosi za pomoč, to se pravi, da pride k tebi pomoč, ne? Mu lahko jo sicer nudiš nekaj časa, potem mora pa sam prevzeti zadeve naprej in peljati naprej. To, da ga postaviš, bom rekel, ne na noge, da mu pomagaš, na noge. Yeah. Bom rekel tako, ne smeš pa prevzeti njegove vloge. Ga opogumiš, da najde moč v sebi. Tako, in iščeš potem neke rešitve naprej. Ne. Me zanima, kaj mislite za štiriglato glavo, ki jo dobiš časoma, ste rekli, če si res napet v socialno. Štiriglato glavo pri gledanju v telefon. Štiriglate glave v smislu buljenja v telefon in pa te naše prenosne naprave ali pa neprenosne računalnike in tako naprej. Tukaj je to, namreč možgani so zavarovani z čudovito tekočino in se tudi tlele spreminja, bom rekel, frekvence in vse te zadeve in se ta tekočina se pokvarja in vse te zadeve so drugače. To tle so notri, bom rekel, in sevanje in ostale stvari, učke trpijo. In ja, je neka tehnologija, ki nam je bila, bom rekel,
dobra v začetku, ampak jaz jo smatram vseeno kot nevarno. V tem smislu, da jo ne znamo. Tudi, če bi pogledal, Indijanci, ko so kadili pipo miru, je čisto vse bilo v redu. So z namenom pokadili tisto travo ali pa zelišča ali pa karkoli so že kadili, dokler ne pride do zlorab zadev, kar pa je tobačna industrija potem čudovito izkoristila, zato je kajenje škodljivo. Enako je, bom rekel, se bojim, da bo enako pri tehnologijah, pri telefonih in tako naprej. So čudoviti zato, da lahko pokličemo, da ti lahko pokličeš, tudi če rabiš pomoč, da se javiš. Ni pa dobro, ker prihaja do zlorab. Zlorabljajo pa celoten sistem, zlorabljajo te, ko pač odločajo o tem, kateri algoritem mi bo najbolj ustrezal meni osebno. In to so zlorabe, ki se pojavljajo in tako naprej. In tlele jaz vidim veliko nevarnost, predvsem razdruževanja, kar že lahko čutimo po družbenih omrežjih. Zaradi družbenih omrežij smo ratali kot družba razdruženi. In to lahko tudi po svetu pogledamo, je kompletno enako. In to je res grozljivo, ko se te groze niti ne zavedamo zdaj, ne. Pa tudi povsem biološko, organizem se spreminja, organsko se spreminjajo organi, tudi zaradi vpliva sodobne tehnologije. Ja. Tudi na to ne gre pozabiti, ampak midva sva zato pa pri glasbi. Ne, petje je vedno veljalo in bo veljalo, kdor poje slabo, ne misli. Torej, petje sproža tudi organsko, spreminja telo, hormoni, to že vemo, se ustvarjajo drugačni. Prednosti, koristi pesmi, glasbe? Veliko jih imamo, ne? Veliko jih imamo. Do tega, da ohranimo tudi ne nazadnje svoje mišičevje namreč poje se s celim telesom, ne? Velikokrat zmotno mislimo, da samo glasilke delajo nekaj, pa neki grlo, ker recimo kakšen pevec, ko začne po mnogih letih prepevati, pravi, me grlo boli, ja, seveda je treba to narediti, je treba narediti, je treba dati oporo. V glavnem pride do enega takega, bom rekel, poglabljanja, spoznavanja svojega telesa. In kar naenkrat ugotoviš, da rabiš tudi določene mišice za petje, ne? In tako naprej. In potem vidiš, bi bilo pa dobro, da bi se začel še s čim ukvarjati, ne? Mislim, tak začaran krog širitve, seveda od interesa, ne? Zdaj pri mladih je to malo lažje, ker so v boljši kondiciji, kakor mi ta star, ampak mi moramo pa toliko več postoriti, ne? Da ostajamo v formi in kondiciji. Plaketo doktorja Slavka Gruma za dosežene uspehe na kulturno-umetniškem področju ste prijeli v Trbovljah, občinsko nagrado za dosežke. Vaše vizije, vaše želje povabila sva zelo jasno in glasno, da so tudi poslušalke, poslušalci lahko del vaših dveh zborov, Petrovče in pa Akademskega v Celju, kaj ne, tudi nakazala poti, kako do vas. Tega ste se lotili zagotovo zaradi nekega cilja. Pa s tem lahko skleneva in te vaše želje pošljeva v nebo, da se uresničijo, gospod Blaž Rojko. Kaj bi radi še ustvarili? Saj ne vem, kaj bi še rad, ker pridejo ideje, pridejo izzivi, pridejo 1001 stvar v glavo. Ne vem koliko časa nam je še ostalo, ampak tukaj mi je dal tudi, bom rekel, gazda tam na morju, ko hodimo, ne. Aha, gospodar. Je rekel tako, prav, kakšni so načrti, ne. Tako vedno debatiramo, ker hodimo k isti familiji že mnogo let. To, da smo praktično, lahko rečem, že čisto družinski prijatelji, no, v tem kontekstu tudi debat in debatiranja. No in je rekel, moj Blaž, ne, prav pa žiz, koliko imaš godina, pa mu povem, ne. Pa je vzel meter, ne. Sem rekel, kaj zdaj boš meter nucal, ne? Pa je vzel meter, pa mi da meter na mizo, pa je prav, pa mi pa pokaže prav, koliko bi ti, dokam si daš
meter, ne, sem rekel, pa dan takole, cirka 80, ne, je rekel, zdaj pa pogledaj, kje si, veš, ne, 60, evo, toliko si že naredil, toliko je ostalo, zdaj pa razmisli, kaj bo še delal, pa kaj si zmožen še narediti. No, v glavnem, to mi je dal res zatuhtati v tem in tuhtam v tem, ja. Pa ne to, kaj bom še naredil, ampak koliko ljudi bom še srečal. To mi je predvsem, tako bom rekel, življenjski moto srečevati ljudi, se z njimi pogovarjati, podeliti mogoče kakšno misel, tako ali drugače. Ne, sej bom rekel, ne vem, to si še želim, srečati, bom rekel, ljudi v neki aktivnosti, da se lahko povežemo, da lahko naredimo nekaj skupaj. To mi je tako, bom rekel, želja. Nagrade, ne, nagrada mi je vsak dan, ko ga dočakam. Všeč mi pa je, če lokalna skupnost prepozna tvoj del, ki si ga živel, kaj si dal tudi ti skupnosti. Ne nazadnje, ni mi do neke, bom rekel, tisto ne, da me po rokah nosili, absolutno ne. Gre za to, da življenje je itak ena zgodba, ki ima ogromno različnih tipal ven iz sebe, in je fajn, ko srečuješ, bom rekel, ljudi, nove ljudi, ko se pogovarjaš z njimi tudi o čustvih. Recimo, taka lepa pesemca, ko mi je zdajle prišla na pamet, ne, recimo Stoji mi polje zeleno in tako naprej, ne. Na sredi tega polja mi je zraslo jabolko in zgodba, ki jo poznamo. V glavnem, potem se pa pogovarjamo o čustvih, kaj je hotel tlele povedati, kako je to narejen, kako je, ta odkrivanja besedil v pesmih, to mi je zelo tako, kar je treba povedati. Včasih je treba tudi vasejati, razmisliti o tem, kaj nam je hotel pesnik povedati in tako naprej. Potem pa še, kaj je hotel skladatelj povedati, ko je napisal točno tiste note, da pesem lažje ali pa bolje začutimo. No? Ja. Zdaj, ko so sproščene strukture ustanov, statusov, zdaj, ko ste v novem obdobju, ste pa res lahko še bolj človek za ljudi. Temu se lahko trudimo vsak dan. Vi pa res lahko zdaj v polnosti dajete, prejemate, vzajemno se bogatite in naj bo veliko teh lepih srečevanj z ljudmi, seveda na področju, ki je vam najljubše, na področju glasbe, da bi tudi skladali lepe reči. Upajmo. Ravno delam zelo eno skladbo, tako za violino, marimbo pa na Kosovelov tekst. Izredno fascinantno, ko sem ga zopet prebiral, kako je tipo pri 20 letih take stvari napisal, mi praktično res izredna širina, izredna globina, izredno vse, karkoli je rekel, in izredna aktualnost za današnji čas, mislim, neverjetno, res neverjetno. In potem sem izluščil ta tekst ven in glej ga šmenta, zdaj ratuje, no. Moram kar pohiteti, ker jo moram kmalu oddati, no. Potem je pa še, kar se tiče pa samega čustvovanja pri pesmih, tukaj pa tisto, da dejansko pesem, ali pa bom rekel, zazveni takrat, ko jo pevec začuti v sebi kot njegovo. Takrat je, in če se vse to združi, ker imaš več pevcev, združi potem v eno, in če še zašmelca skupaj, potem je to res eno tako lepo doživetje, no. Skladatelj, glasbeni pedagog in zborovodja, gospod Blaž Rojko, najlepša hvala za obisk v studiu in za pogovor. Hvala tudi vam za povabilo. Via Positiva. Via
Positiva. Via Positiva.